En prav lep pozdrav iz sončnih, prečudovitih gora. Trobentice nam rastejo polno C vitamina za jest, kdor želi več zdravja. In danes NFT-ji, torej Zen NFT-ji. Zdaj, zakaj sem se odločila vam prej povedati, preden se lansirajo, da boste lahko se pripravili, da boste vse pogledali, če vam je všeč, da lahko v bistvu pač greste v to zadevo. Ni še. Jack Levine malo čaka, je rekel, da bo zdaj po praznikih to naredil. Lahko da bo, lahko da ne. Namreč ni zadošče zena na trgu, ker se zen še dela, producira, ljudje ga še produciramo, zaradi tega, ker NFT-ji dejansko kurijo zene. Ga skurijo zato, da nastanejo. Zakaj je NFT, non-fungible token? To so nezamenljivi tokeni oziroma kovanci, tokeni pravzaprav. To pomeni, da ne gre za neke sličice, unikatne, kakorkoli, kakor jih poznate, ampak gre za finančni NFT, podobno kot je to pri Hedronu. Heks pri Hedronu, tistega, ki ga je Alex naredil, ki ni native, poglejte moje prejšnje videe, ne. Zdaj, NFT lahko se proda, lahko dobi pač dosti visoko vrednost, je lahko za zbiratelje. Moje osebno mišljenje je, da so ti NFT-ji bolj namenjeni OG-jem, whalesom, velikim vlagateljem, ki nimajo časa pa živcev, da bi vsako denarnico posebej mintali pa potem klajmali, ampak hoče vse naenkrat in to omogoča ta NFT, ne. Pač vi izberete, da hočete dati za fije ta trenutek $50, evrov ali pa 100 ali pa 500 ali pa 5000 ali pa več in jih toliko pač v bistvu naredite. Ampak to na začetku ne bo možno, tako da bo kar omejeno, ne, pač toliko, kakor je na trgu zena, toliko se jih bo dalo narediti, tako da ni neke hitrice, ni neke, da pač treba zdaj imeti zelo hitre prste in vse, tako da šanse bojo več ali manj za vse. Zdaj, jaz osebno ne vem, če bom šla v to zadevo, bom šla bolj denarnice delati, bom videla, no, pač kako bo. Danes pa bomo skupaj prvi NFT naredili in si to tudi pogledali skupaj. V bistvu tole bom pošerala screen. V glavnem, to je še seveda se še dogaja, ti NFT-ji so drugačni, v bistvu različni so, kakor tale slikica kaže, zelo različni, glede na to, koliko ste vi pripravljeni vložiti za fija, ne. No, pa poglejmo. Tole je light paper, v bistvu za Zen NFT bom dala v opis tega videa, pa boste lahko vse prebrali pa pogledali, to vam jasno kaže, jasno je razloženo, za kaj gre, v bistvu kako do tega pridete in tako naprej. Tako da dajte tole res pogledati, v glavnem so omejeni, so redki in zdaj nekateri ljudje v bistvu delajo samo z NFT-ji, ne delajo z ERC20 kovanci, ampak 721, v bistvu, kako so ti NFT-ji. In so samo na OpenSea ali pa kakšni podobni borzi delajo, ne. Tako da, če ste vi med njimi, potem je to za vas, a ne. Samo na hitro, v bistvu nekaj kategorij je na Ethereum omrežju bolj lansirano. Najprej delano je to seveda za Pulse-chain, ampak bo na Ethereumu prej, ker Pulse-chaina še ni. In zdaj prva kategorija so teli Zunicorn, Exotic, Legendary, Epic, Rare, a ne, pač tukaj imate vse napisano, koliko dobite, koliko morate vložiti v bistvu za fije in pa tudi koliko dobite potem ven zenov in koliko zenov se tisti trenutek, ko ta NFT naredite, skuri, a ne. 10 milijard, recimo 5 milijard in tako naprej, a ne.
To pazite, to je v angleščini so bilijoni, pač malo drugače, kakor pri nas, so bilijoni, če se jaz ne motim, so to milijarde pri nas. Potem, in tukaj imate dejansko potem tudi, razloženo, v bistvu naprej so tudi, evo, omejeni, 1. klasa, kaj je, tile zajčki, tale zajček je rekel Jack Levine, da je ta simbol za leto 23, kitajsko leto, tako da so zato dali. Potem imamo tole rubi, opal, topaz, emerald, to je smaragd, akvamarin, safir, ametist pa zenturion, v bistvu pač katerega koli hočete, naredite izmed teh. To si malo sami bolj poglejte, če vas slučajno zanima. Meni je samo važno, da veste, da to obstaja, oziroma še ne obstaja, da bo to na razpolago. Kot vidite, pač na testni mreži OpenSea, na testni mreži Goerli, je že lahko preizkusite in vam, če vas zanima, vam res toplo priporočam, da najprej probate, preizkusite na testni mreži, preden greste v živo to delati, preden se bo to lansiralo, da se pač naučite. In tudi greste lahko na OpenSea in tam pač te testne stvari pogledate. Kako pa kaj, ne? Tudi tukaj je, evo, chart za Zen. Okej, zdaj jaz sem želela, jaz tega nisem še delala, in bom zdajle naredila prvič, skupaj z vami, tako da vidim, za kaj gre, pa bomo probali. Zdaj, kot vidite, zdaj MetaMask sem skonektala. MetaMask, tudi seveda moj testni MetaMask z Goerli testno mrežo, v enem od mojih prejšnjih videov, lahko tudi dam v opis, imate, kako se pač, tam, ko imate, ko sem prvič, poglejte tam Zen prvič, objavila, moj prvi video, je tudi ta, sem povedala natančno, kako pridete do tega Goerli testne mreže in kako pridete do pač, plačilnega sredstva Goerli Ethereum ETH, ne. Vidite, tukaj se vidi, da sem kar nekaj stvari delala takrat, smo probavali. Okej, v glavnem morate skonektati s tole spletno stranjo, bom dala v opis, da boste, samo kliknili pa prišli gor. No, in potem seveda kliknete, to je njihova official spletna stran, testnet. Klik gor in kaj se zgodi? No, pa poglejmo skupaj. Okej. VMU, count, to je treba vse pač preučiti. Zdaj, mene to ne interesira preveč, jaz mislim, da ne bom šla v tole zadevo. Bom videla, bom še, pač, bom še preučila, morda pa bom, ali pa morda kdaj kasneje, če bojo še na razpolago, a ne. Zdaj, tukaj imate maksimum, koliko, se pravi, koliko VMU-ji, zdaj, kaj so VMU-ji? Tukaj vam tudi dejansko piše virtual mining, se pravi, to so virtualne denarnice. Koliko denarnic vi želite naenkrat narediti, a ne, pač. Zdaj, ena se vam sigurno ne splača, po mojem ne, ker NFT-ji so namenjeni, da ti lažje narediš, več denarnic hkrati, ne. Pa recimo, da naredimo jih 10. Naenkrat, kaj se zgodi? Maksimum je toliko dni, 368, in tukaj zdaj, tisto, ko smo gledali, light paper pa potem kategorije, tukaj v bistvu izberete eno od teh kategorij, za katero ste se že prej odločili. Apex, Limited Collector, a ne, to so pač, za malo manjše vlagatelje, pa za malo večje vlagatelje, pa za največje vlagatelje v bistvu. Ampak to vam aplikacija vam vse pokaže, ko super je, dejansko je narejeno super. Zdaj lahko tudi probate, kako je, če gremo recimo na Apex, Rare Epic Legend, to morate res pogledati, kaj kateri je, pa not enough. A vidite, tukaj je napisali, da pač ni dovolj Zenov na trgu, da bi jih skurali, da bi ta NFT v bistvu skuril. Se pravi, NFT-ji se, zdaj, če vi naredite
svojo denarnico, potem vi ustvarite, nakujete zena, ne. Medtem ko tukaj pa že nakovane zene skurite in jih potem enkrat v prihodnosti dobite nove zene, a ne, pač teh, ke obstaja na trgu, jih skurite. Pa v prihodnosti, ko se vam bo ta NFT iztekel, ga je treba ravno tako mintati oziroma claimati, pardon, in da dobite potem nove zene v prihodnosti, a ne. Zdaj, kaj je tukaj smisel? Dobite jih pač več naenkrat, naredite pa smisel je tudi to, da vi lahko vmes, če se premislite, prodate zadevo ali pa da je visoko povpraševanje, lahko za kar dosti dober denar zadevo prodate. To je recimo, to je smisel, a ne. Legendary, a vidite, tukaj se vam spreminja, koliko zenov, pa vidite, a ne, pač koliko zenov. Kolektor, gremo pogledat kolektor, ametist, topaz, unicorns je sploh ni na razpolago, ker je toliko redek, tudi na začetku baje ne bo. Contract plus, kolektor, največ, kolikor se da. 128 denarnic v bistvu, limited. Max, je tudi isto. Boljše prej prebrati, pa potem tole poklikati. Okej. Dajmo mi tega malo manj vpisati, recimo 10. Limited, Apex, pa dajmo tega. Kolektor. Okej, tukaj je kakor dovolj. No, tale mi kaže, da očitno, max 100, zdaj, če dam jaz na 20, mi kar prestav. Prestav mi recimo na drugo varianto, zaradi tega, da se vi ne hecate s tem preveč. Vidite, na topaz mi je to dalo. 10 me da na ruby, 50 me vrže na topaz, 100 me na akvamarin, recimo, če dam 500, da ne morem, 128 največ in to je ametist. Centurion pa ni možen. Okej, če dam na tega emerald, ne morem. Okej, 70, 70, pa pridem do tega emerald, smaragd. Okej, dobro, no, to zdaj ne bo šlo, če damo 10. Okej, tole ne gre, why not? Dajmo na, ne vem, 5 dni. Ne morem tega zdaj narediti, da bi šla do konca, drugače imam v denarnici zadosti tega. Dajmo probati tole, mogoče bo tole not enough zen. 25. Tudi ne. Po mojem je problem v tem, ke ni zena pač na trgu, a ne. Še damo 2. Tudi ne. 2 dni, tudi ne. Okej, v glavnem probajte, dejansko preizkusite tole še sami, pa boste videli, kako pa kaj, ne. Kot vidite, je res treba tole kar fajn preučiti, zadevo, če vas zanima, a ne, pa če res fajn preučiti, zaradi tega, da boste potem, ko boste
probali, oziroma ko boste delali v živo, tisti, ki vas zanima, da lahko to naredite res okej. Zdaj bi pa rada samo še tole vam pokazala, in sicer tale Climb monitor in, zdaj so šli na drugo spletno stran, to je pač en prostovoljec očitno dela zadevo. Tukaj tudi Buy me coffee, se pravi, lahko donirate za tole, če želite. Zdaj jaz sem, tole so moje resnične denarnice drugače, ampak oziroma računi, tako da sem Polygon mrežo, zdaj tukaj imate Ethereum, Binance in Polygon. Polygon vam pokažem, in sicer takole, se pravi, sem naredila 11 denarnic na Polygonu, pa koliko zenov dobim, pa kolikšna je trenutna vrednost, a ne. Na Binance je dosti višja in na Ethereumu je bistveno višja v bistvu ta vrednost. Zakaj? Ker so gasi, se pravi, transakcije dosti, bolj visoke, ker je zen težje dobiti na Ethereumu kakor tukaj, je tudi seveda cena dosti višja na Ethereumu kakor pač na teh mrežah. Ampak kakšna bo, bomo videli pa, v prihodnosti. Tako da tole vam tudi dam v opis, si poglejte, tukaj noter dodate pač naslove svojih denarnic in, fino je to, ker je tukajle koledarček. Tukaj je koledarček in tukaj imate napisan tudi, kdaj bo treba, vaše zene klajmati, a ne, pač da tega ne pozabite, in imate cel seznam, ki ga vnesete noter, pač copy-paste, lahko dodate file noter, enega od filov, recimo Excel ali pa kakorkoli, ali pa tekstovni dokument, ali pa posamično pastate noter pač denarnice. In je kar fina ta zadeva, a ne. Sem videla, da so še druge take spletne strani, tako da lahko si pogledate. Meni je tale zelo všeč, obstajajo še druge, tale ima pa največ mrež, ima 3 mreže, a ne. Od ne vem, 11 ali 12, kakor je, na katerih je zdaj zen. Dobro, to je bil zdaj NFT. Naslednji moj video pa se bom dotaknila tega šporna, ke se zdaj dogaja z FTX-om, tako da vam pač povem, ker sem se s tem srečala že dolgo časa nazaj in sem takoj šla stran, pa bom povedala, zakaj pa so vsi priporočali ta FTX, jaz ga nikoli nisem uporabila, pa bom povedala tudi, zakaj se takrat tako nisem odločila, in očitno je to bila moja odlična in pravilna, odločitev. Povedala bom pa to zato, da boste tudi sami videli, kako se obnašati in kako preučevati zadeve, da ne padete pod prevaro in scam. Lep pozdrav, lepo se imejte, srečne in zdrave praznike, klikajte, šerajte, če so vam tele moji videi všeč, in, pišite mi kaj bi še potrebovali.